Ja, zadnje 2 leti se v bistvu pojavljajo družine. Dobesedno hodijo ljudje k nam v dnevni center za brezdomce, dojenčki, leto dni stari, 2 leti stari. Ampak v bistvu to niso deložirane družine, to so družine, ki so nastale na cesti. Na cesti, malo v narekovajih, ampak ljudje, ki so se dejansko spoznali na cesti, se zaljubili, naredili otroke, jih rodili in jih zdaj imajo, ne. In so še vedno tu in to je, zdaj v zadnjih 2-3 letih smo prav imeli baby boom, ker to je že po moje enih 10 družin, zdaj zelo na hitro, no, ampak, ne, sploh ni tako mala številka, se pravi teh cestnih, ne. Zdaj ful intenzivno delamo, ne, s temi družinami, pa ful intenzivno iščemo sredstva, da bi kak poseben program za te družine naredili, ker absolutno ni primerno okolje, ne, pač dnevni center, kjer je ful enega dogajanja drugega. Pač ni primerno za otroke pa za družine sploh, ne. Tako da zavarovanje pa to je urejeno preko staršev, ampak spet, ne, ta pogoj z denarne socialne pomoči, ki pa je spet ni tako enostaven, no. Mislim, sranje je, ko ljudje dobijo to prepoved zavoda, ne, mislim, ne hodi na te razgovore, čeprav osnovno zavarovanje je izvzeto iz tega krivdnega razloga, ampak še vedno ostane dodatno, ne. To stalno bivališče je pa pač to je alfa in omega v bistvu. Pogoj za vse. Ja, brez tega, mislim, če nimaš stalnega bivališča, si praktično izbrisan, ne, v bistvu si na nivoju izbrisanih praktično. Ko lahko jaz sprožim za tebe, ne, če si ti prijavljena zdaj doma v Beli krajini, ne, jaz na upravno enoto pošljem mail, Karmen naj biva tam in bojo prišli preverjat tam in bojo tvoje starše vprašali, in če oni rečejo, ja, res ne živi tu, soseda gre vprašat, če oni rečejo, ja, res ne živi, te bojo odjavili brez tvoje vednosti, ne, oziroma ti bojo probali pošto vročiti, verjetno te tu v Ljubljani ne bojo našli, če nisi začasno prijavljena, ne. In boš odjavljena brez tvoje vednosti in se to zgodi ljudem, da, ne, po letu dni, da sploh ne vejo, ne, ampak v bistvu je to problem, ker nima človek takrat, nima zavarovanja urejenega, ne, ful enih stvari ti nimaš, pa niti ne veš, da tega nimaš, ne. Pač upravna enota ima tak postopek, da obesi tam, ne, eno tablo in to se šteje potem čez določen čas, kot da je tebi osebno bilo vročeno, čeprav ti ni, ne. Tako da je možno to, mislim, to se jaz mislim, da se zelo veliko dogaja, ne, sploh, ne, če sin gre v zapor ali pa hčerka, je tako cela panika, dajmo ga kar izbrisati iz glave in iz bivališča in pa sploh, če seveda rubežniki, ki okoli hodijo, če nekaj skozi policija, pošta hodi, mislim, ne, zaradi tega precej ljudje odjavijo, ne. Se mi zdi ena izmed dobrih stvari, ki so se v zadnjem letu zgodile, je bila ta povezava denarne socialne pomoči z zavarovanjem, ne. Se mi zdi, da je to bila precej dobra stvar, čeprav se je tudi prej dalo reševati, ampak s temi odpisi, ker takrat so ljudje račun dobivali, pa smo jim pisali na klinični center, na ta oddelek za izterjave, pa so ponavadi to kar se jim odpisali oziroma pač niso jih terjali. Tako da je pa zdaj ta sprememba, če nimaš tega zavarovanja, dobiš račun, zdaj te pa kar terjajo, ne, zdaj ti pa mislim, da ti več ne zbrišejo, ne. Jaz osebno se ne spomnim, ne, pač delam že par let, jaz nisem imel nekih takih slabih izkušenj, ne, ampak se mi zdi, da je to drugačen, takoj drugačen odnos, ne, če jaz pridem zraven pa rečem pač, da sem iz ene organizacije, spremljam to pa to osebo in je, ne, absolutno drugačen odnos, kot pa verjetno, če bi ta oseba bila sama tam. Tako da se mi zdi, da to zelo vpliva. Se mi pa zdi ključno to, no, da je to ful odvisno od posameznika, ne, in to sem jaz ugotovil v teh letih svojega dela, ne, da vsi ti naši zakoni, pravilniki, itd., ki jih je polno, ne, se ful lahko interpretirajo tako, da so okej za človeka, ne, lahko tako interpretiraš, da je za človeka okej, lahko pa tako, da ni za njega okej. Spomnim se pa enega primera, čeprav ni toliko v zvezi z zdravstvom, ampak z enim socialnim delavcem, v glavnem. Ko sem urejal denarno pomoč pač za te naše brezdomce oziroma za enega brezdomca, je pač bil v precej slabem stanju psihofizično, ne, pač zaradi predvsem substanc takšnih in drugačnih in je pozabil podaljšati denarno pomoč, ne. In en center, na enem centru v ljubljanskem so mu rekli, to ni šans, pač pozabi, en mesec bo imel luknjo, naslednji mesec dobi, ne. En drug center
oziroma socialnim delavcem tam rekel, seveda ni problema, bomo napisali, da ni bil trenutno sposoben oddati in pač dobi za nazaj in to je to, ne. Se pravi, to hočem reči, ne, pač, da se da stvar rešiti ali se ne da. Je pa pravilnik tak narejen, da je lahko v obe skrajnosti gre, ne. Tako da se mi zdi, da pri vseh teh stvareh je tako, da pač na koga naletiš, no, tako je. Meni se zdi, da poraba pro bono ambulante je ogromna. Se mi zdi, da je, mislim, po teh številkah, ki jih Doplihar pa ta Alenka pa, mislim, ti ljudje tam govorijo, mislim, to so enormne cifre. Tako da se mi zdi, da že to je neki pokazatelj tega, da enostavno to naše javno zdravstvo, jaz mislim, da je premalo dostopno, no. Jaz mislim, da bi se zdravstvo moralo odpreti in priti malo nasproti ljudem, ne. Pač priti nasproti sploh tem, ki jim je neprijetno iti v ambulanto, če niso umiti, če niso urejeni, ker se to nobenemu ne bi bilo prijetno, no. Tako da se mi zdi, da je tu potrebno iskati rešitve na drugi strani, ne. Pač vedno se treba vprašati, kaj ljudje potrebujejo, ne. Mislim, zdaj spet, koliko sodelujemo s kliničnim centrom, načeloma se vedno povežemo s socialnimi službami, tudi z doktorji se damo tudi dosti pogovarjati, s Poljem tudi dosti sodelujemo. Načeloma se mi zdi, da kar imajo dosti posluha, ne, se pravi, ne mečejo kar človeka, ker se mi zdi, da vseeno se bojijo tudi malo pritiska, ne, ker ne moreš ti kar zdaj človeka enega, ki je, zdaj ravno, ne vem, kako hudo bolezen dal skozi ga kar nazaj na cesto dati. Se mi zdi, da potem se tudi oni na nas obrnejo, pa dajmo poiskati kake variante itd. Ampak problem je to, da ni nekih variant, ne, mislim, težko mi človeka kar nekam damo, ne, sploh če rabi potem še neko oskrbo naprej, je pa to sploh znanstvena fantastika, v bistvu nemogoče, ne. In vem, da včasih je v tem zavetišču ljubljanskem pač bilo tako, da, ne, so ga spustili iz bolnice, peljali v zavetišče, tam je bil 2 dni, so spet klicali, pa spet nazaj v bolnico in pač, ne, pač en drugi ping-pong so se podali. Tu so, mislim, v zavetišču res nimajo ne prostorov, ne kadrov, nič nimajo za, ne, te neke težje primere. Tako da absolutno manjka ta neka pobolnišnična nega, ja, saj, ne, če boš ti šla v klinični center, ti bi rekli, seveda, saj mi to imamo, ne, ampak tam, ko greš pogoje brat, ne, kdo je lahko sploh tam, pač, ne, naši ne bojo nikoli tam prišli, ne, ker so pač taki pogoji, da sploh ne vem, za koga je to namenjeno, v bistvu, ne, mislim, ne, oziroma ni namenjeno za najbolj socialno, ja, tako, ne.